Z nami je že profesor dr. Simon Dobrišek iz Laboratorija za strojno inteligenco Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Eden vodilnih slovenskih raziskovalcev na področju tehnologije inteligentnih govornih uporabniških vmesnikov, biometrike, ukvarja pa se tudi z interdisciplinarnimi raziskavami, povezanimi s kognitivno znanostjo, jezikoslovjem in glasoslovjem. Tako kot prej bo tudi zdaj na koncu 5 minut časa za vprašanja, ki jih lahko postavite preko sistema Slido. Za vprašanje lahko glasujete in vprašanje z največ glasovi bomo potem zastavili predavatelju. Link do Slidota in geslo je, če gledate na naši strani zgoraj nad videom oziroma če ste na YouTubeu, v opisu videa. Gospod profesor, pozdravljeni, vam kar predajam besedo. Ja, najlepša hvala. Bom takoj preklopil na deljenje zaslona. Takole se vidite, ne? Pa gremo na celozaslonski način. Je vse v redu? Ni še celozaslonsko? Zdaj pa je, super. Pardon. Ja, torej je celozaslonsko. Torej hvala za predstavitev. Simon Dobrišek, Fakultete za elektrotehniko. Torej moje področje ni tako blizu spet nevrološkim raziskavam, govornim tehnologijam, ampak tukaj se seveda ne moremo izogniti vsaj neki obravnavi in razumevanju, da rečem, možganskih aktivnosti signalov in bom v tem kontekstu neke stvari poskušal predstaviti. Torej teme na kratko, najprej bomo nekaj o govorni komunikaciji pri ljudeh spregovorili, bom takole, če bom želel kaj izpostaviti, o govornih tehnologijah, ki jih razvijamo, potem pa malo o tvorjenju umetnega govora in potem, kako se poskuša pretvarjati možganske signale iz elektrokortikografov v umetni govor, pa nek zaključek. Torej najprej govorna komunikacija pri ljudeh. Tukaj en zgled uporabljam tudi navadno študentom z elektrotehnike, poskušam pojasniti neke kognitivne procese, kako pri ljudeh v bistvu postane neko dojemanje, potem pojem beseda, ki je nekako zvočno izražena, tako da v možganih v nekem smislu nenehno poteka nek tak kognitivni proces, ki vzpostavlja te povezave med različnimi sočasnimi zaznavami, predvsem med videnim in slišanim, tako da prispodoba je, češ kot neki naši davni predniki, prizor, opazovanje nekega fascinantnega sončnega zahoda in potem eden od obeh spontano nek zvok pač izgovorili spusti kot nek zauga ali nekaj, ne. In zdaj pri drugi osebi, v njegovih možganih dobi dve sočasni zaznavi, podobni občutki, fascinacija, ta zvok, v nekem smislu povzročen, se ta zveza vzpostavi. In potem zvečer, morda v nekem tabornem ognju, kaj pa vem, podobno, zdaj ta prvi, prikliče v spomin ta prizor s tem soncem in spet v njemu nek refleks, ker ima to nekako refleksno spet ta zvok iz sebe spravi, ta drugi pa ni imel teh občutkov, ampak je ta zvok slišal, potem se v njemu zaradi te vzpostavljene zveze tudi prikliče, rečemo temu, spomin na ta fascinantni prizor, ki je bil pač prej. In s tem postane tisti zuga ali nekaj, sonce po naše ali kaj takega. To je bolj kot neka taka prispodoba, so temeljne stvari, ampak v nekem smislu morda pomembne. Zakaj? Ker potem mi na področju pač razvoja govornih tehnologij se veliko ukvarjamo, da rečem, z nevronskimi omrežji, ampak bolj v smislu strojnega učenja, torej z modeli nevronskih omrežij kot strukturirani, globoki modeli za razpoznavanje vzorcev, preslikavo nekih vhodnih signalov v neke izhodne, karkoli to že so, Drugače pa posredno poskušamo potem z našim razumevanjem modelirati to, kar pač teče v smislu nekih procesov, seveda v možganih, Tako da mi tukaj nekako pojasnjujemo v tem smislu, da nekako tisto sporočilo, kaj želi prenesti neke svoje notranje občutke, neko stanje zdaj v drugo osebo, kako se to oblikuje, jezikovno kodira ravno v te neke zdaj, češ, besede, zvoke, ki se bodo potem artikulirali, To povzroči neke živčno-mišične aktivnosti, naj bi obstajal pač en predel možganov, spodnji čelni girus, zgornji temporalni girus, pa neka ventralna senzmotorična skorja, kjer se predpostavlja nevrologi, češ, da v tem delu možganov največ aktivnosti povezanih z govorom.
To povzroči lego glasilk, zračni tok s pritiskom na trebušno predpono in oblikovanje vokalnega trakta, torej preko 100 mišic v nekem smislu, naj bi v nekem smislu se vodilo in to povzroči pač ustvarjanje zvoka, potem pa tukaj mi elektrotehniki, zdaj kako je to po zraku ali se prek nekega kanala prenaša, ne? In potem sprejemna stran, ne? Ušesna bazilarna membrana, ponovno dražljaji, poživčajo, potem dekodiranje bolj kot te besede, ki povzročijo za neka stanja, ki so povezana s tem izvirnim sporočilom v nekem smislu. To je bolj tako v nekih prispodobah nekako tole razloženo. Zdaj, govorna komunikacija je bolj kompleksna kot zgolj prenos sporočila v smislu, ne vem, besed, ampak tudi mi se ukvarjamo z marsičim povezavi z govornimi zvočnimi signali, ne. Torej, govorno sporazumevanje je zaenkrat še vedno človekov najbolj naravni način izmenjave informacije. Dal sem zaenkrat še, tukaj se mi pogovarjamo, ne, kako bo zdaj ta evolucija komunikacije šla, ne, bomo zdaj šli na pametne telefone in tako naprej, ker govor ima veliko, seveda najbolj naravna, ne, ampak prednosti tudi svoje slabosti. Seveda je predvsem besedna oblika sporazumevanja, ampak ima tudi zelo veliko nebesednih sporočil. Torej, pri govorni komunikaciji si lahko postavljamo vprašanje kot kdo pove kaj, na kakšen način, komu in tudi povratna informacija, ki vpliva na govorca, vse to se odraža v nekem smislu v zvenu govora, v govornem signalu, ne. Torej, ponavadi tudi govorno sporazumevanje dvosmerno in vse to se odraža v teh zvočnih signalih načeloma, ne, govora. In tukaj se potem razne stvari počenja. Poskuša se razpoznati seveda besede, ki so izgovorjene, lahko tudi kdo govori, kakšno je njegovo psihofizično stanje, celo zdravstveno stanje, na koga se naslavlja sporočilo in tako naprej, ne. Vse to se v smislu biometričnih metod, razne metode strojnega učenja in tako naprej, na nivoju čisto akustičnih zvočnih signalov počenja. Tako da govorne tehnologije, tukaj samo da razložim, kako je to zelo interdisciplinarno področje, ne. Tukaj se seveda gradi lahko tudi neke umetne sisteme v smislu sistemov za razpoznavanje govora, sintezo govora, vodenje dialoga, ne, umetne inteligence, precej pomemben faktor umetne inteligence so te jezikovne tehnologije, govorne tehnologije v smislu obdelave naravnega jezika. In tisti, ki to razvijajo, ne more biti samo elektrotehniki, se obvladati akustiko, ne, fiziologi, tudi področje medicine, psihologije in tako naprej, to je zelo prepleteno, to področje, ne, jezikoslovci in tako naprej. Vsa ta znanja se prepletajo, ko te tehnologije v nekem smislu razvijamo. Tako da od bioakustike, ne, ki ni samo, da se ukvarja s človekom, se lahko z drugimi živimi bitji v smislu ravno te zveze, ne, med ustvarjanjem zvokov, v smislu prenosa informacij in podobno. Fiziologija, medicina, tudi povezavi seveda z analizo delovanja možganov in podobno. Jezikoslovje seveda in potem računalništvo, strojno učenje, umetna inteligenca, psihologija, komunikacijska, informacijska teorija, povsod na vseh teh področjih se v nekem smislu ukvarjajo z govorom, ne, in z govornimi nekimi fenomeni. No, zdaj predno bomo šli na to pretvarjanje nekih možganskih signalov v govor, ne, neke osnove otvorjenega govora, torej kako ga mi ponazarjamo v smislu kot ponazorimo kot nek proces, ki je podoben procesom pri ustvarjanju glasbe, torej igranje nekatere vrste glasbil. Jaz dam neko prispodobo, kot da so govorila neko glasbilo, kjer se z tem mišičjem, ne, pa možganskimi aktivacijami spreminja značilnosti tega tako nekega vokalnega trakta in se spreminja potem neke zvočne spektralne frekvenčne karakteristike zvoka, ki se v nekem smislu ustvarja kot neka pihala, trobila, ne samo da te luknjice, ki so tam, so tukaj pri nas v smislu nosu, ust in kaj odpiramo, zapiramo in podobno. Pri tvorjenju govora uporabljamo predvsem izdišni zrak, ne, kjer pa s trebušno prepono pritisk se dvigne nekako in potem ta zrak izteče mimo glasilk in se pretaka skozi ustno-nosno votlino, ne. Zarezonirajo glasilke, potem pa se neke rezonančne frekvence, odvisno od oblike vokalnega trakta, poudarijo, nekatere se zadušijo in tako naprej in s tem obarvamo v nekem smislu te zvoke, ki jih ustvarjamo, ne. Tako da z napetostjo
mišic s sprostitvijo in tako naprej v nekem smislu spreminjamo, kakšne zvoke ustvarjamo, kakšne so te spektralne karakteristike, intonacija in podobno. Torej, ta prehod in z različnimi mišicami, ko izdišni zrak prehaja skozi vokalni trakt, možgani v nekem smislu, da rečem tako, oblikujejo ta zvok. Tako da različni zveni zvokov, ki jih ustvarjamo, predstavljajo v nekem smislu te glasove, ki so osnovni gradniki človeškega govora, to je komunikacijske teorije, zdaj kakšen zvok, kaj naj bi pomenil, kako se skupaj sestavlja neko sporočilo in podobne reči. Tako da zdaj, če bi želeli v nekem smislu ustvarjati, tvoriti umetni govor, kako se je vse skupaj začelo, analiziralo seveda v smislu medicinske, fizioloških raziskav, zdaj človekovih govoril, kako to približno deluje, in potem se je poskušalo to modelirati. In zanimivi poskusi so, torej kaj vse sodeluje, se več ali manj gotovo verjamem, da poznate te stvari, ampak tale model, ki je, dejansko se ti volumni spreminjajo preko mišičja, pritisk, nekak silo mišic, trebušna predpona, potem te glasilke in tako naprej, in to ustvarja v nekem smislu vse te zvoke. No, to, kar je moče zanimivo, če tega niste videli, tule samo en kratek dodatek, da dejansko se je poskušalo na podlagi tega bolj fiziološkega modela narediti, pokazati, da se da neke zvoke, ki zvenijo nekako kot govor, proizvajati. Tako da mogoče tole na hitro pogledamo. Torej, tukaj se je v nekem smislu modeliralo, zdaj z nekim plastično maso te volumne, in potem se z nekimi aktivatorji spreminja obliko, tako kot je tule predvideno, in dejansko v nekem smislu zveni, saj tukaj so bili neki samoglasniki vokali. Zakaj je to pomembno? Ker recimo zdaj, ko se pač gradi neke robotizirane androidne sisteme, kaj zdaj pričakujemo, da bo v nekem smislu nek zvočnik v ustih nekega androidnega robota, ali bi potencialno poskušali simulirati zdaj ta umetni govor na tak način. Zato je mogoče to zanimivo in vredno izpostaviti. Torej zdaj eno je čisto fiziološko, da se v nekem smislu poskuša to simulirati, drugo pa zdaj, če bi iz možganskih aktivnosti neke signale analizirali in potem te pretvarjali, da rečem, v neke akustične spektralne karakteristike zvokov, da je zvok govora po svoje bolj enostaven, kot bi kdo poprečje pač verjetno pričakoval. Najbolj fascinanten se meni zdi pač tale primer, tule, verjamem, da se bo tole sprožilo. Torej, ve se, da obstajajo neke rezonančne frekvence vokalnega trakta, in da so 4 pomembne, ki jih z mišičem pač mi preoblikujemo te volumne in so potem premikajo, da rečem, te rezonančne frekvence. In poznate verjetno to formantno ravnino 2 prvih rezonančnih frekvenc, in da če samo 2 sinusa, to je navadna sinusna signala, da vidim, če bo tole, moram dati na, torej ne laser pointer, ampak miš, če bo tole delovalo, Torej, tukaj bomo zdaj slišali samo 2 sinusa različnih frekvenc in verjetno bo se dobili asociacijo na A, E, I, O, U. Torej, samo 2 sinusa. Torej, kot verjetno ste malo slišali kot A, I, O, U, pomeni, da nekdo zdaj, če bi hipotetično zdaj izgovarjal A, I, O, U in bi iz teh nekih možganskih signalov poskušal prepoznati, kaj od tega želi sicer človek izgovoriti, bi rabo samo 2 parametra nastavljati, da bi rekel, ta 2 sinusa, nekako te frekvence se spreminja. Torej, fascinantno je, da 4 sinusi, če bi za 4 sinuse parametre spreminjal, se ne bo to zvenelo zelo naravno, ampak se celo da razumeti. Tukaj zdaj recimo bistvo je, če bomo želeli iz možganskih aktivnosti nekaj razumljivega dobiti, torej kaj je sporočilo, da zveni identično, kot bi zvenel človek, ki bi to govoril. Imam tule z ene oddaje Frekvenca X, kjer smo sodelovali, originalni posnetek. Lepo zdrav. Danes pa o... Recimo, bla, bla, bla. O glasu. Glas je ogledalo duše. Predstavljam si ga kot eno najvažnejših komponent, s katerimi operiramo. In v bistvu dokaj težko ga je obvladati. Nenehno se oblikuje. In tako naprej.
Zdaj, bistvo je, da tale spodnji signal, samo 4 sinusne frekvence, ki pa so se ocenile iz zgornjega spektrograma in samo 4 sinusi, ki se spreminjajo, ne, tam, kjer so te rezonančne frekvence in se praktično da razumeti, kaj se govori. Torej, samo demonstracija, da je kako malo parametrov bi nekdo zvočnih moral oceniti morda, ne, da bi vsaj v nekem smislu tvoril umetni govor, da bi razumeli sporočilo, ne. Dejansko jih ni tako veliko več kot te 4 rezonančne frekvence, torej nek osnovni model akustičnega vira govora, ne, predpostavlja, tako kot je tule ponazorjeno, mi elektrotehniki nekako, da je to nek zvočni generator, ne, ki ima ali šum ali pulzni generator, ne, zakaj šum ali pulzni, ko je zveneč glas, je kot nek pulzni generator, ko je pa šumeč glas, je pa šum, ki se samo obarva, ne, nekako se mu ujačanje nastavi, potem pa tukaj vsega skup nekih 13 koeficientov filtra, ne, ki spreminjajo frekvenčne karakteristike signala, ki je ta govorni signal, ki ga potem slišimo. In tudi tukaj je mogoče zanimiva demonstracija, da tisti isti signal, ki smo ga prej slišali. Lep pozdrav. Danes pa o... Še enkrat, vse, kar smo tukaj naredili, smo modelirali, ocenili smo zdaj teh 13 koeficientov filtra, kako se spektralne karakteristike spreminjajo, ne? Ampak smo na vhodu ves čas pustili samo šum, nismo preklapljali med zvenečim pa nezvenečim delom, ne? Ker mi z tem našim mišičjem izjemno hitro preklapljamo med delovanjem in ustavljanjem glasilk, ne? Smo zmožni, ker imamo glas, ne? Ni delovanje glasilk, vokal A ima, ne? In ker rečemo sa šel, se izjemno sunkovito pri S-ju glasilke, da rečem v nekem smislu, sprostijo in potem pri A-ju napnejo, pa pri Š-ju sprostijo in tako naprej. No in v skladu s to teorijo, ne, lahko potem naredimo... Lep pozdrav. Danes pa o... o glasu gledalo duše. Torej, šepetajoč govor, ne. Torej, s to teorijo, s tem modelom, ne, če bi zgolj 14-13 koeficientov nekega filtra nekako spreminjali, ne, dobimo šepetajoč govor, ki ga lahko razumemo, ne. Torej, koliko zdaj tega potrebujemo. Namen tega je, koliko informacije moramo dobiti zdaj iz možganskih signalov, ne, ki naj bi korelirali s temi našimi koeficienti, ki, če človek govori, poskuša neke zvoke ustvarjati in tako naprej, ne, da bi potem pretvorili možganske signale v govorni signal. Zdaj, to, kar smo mi počenjali, resnici na ljubo nismo toliko pretvarjali zdaj možganskih signalov v govor, ampak besedilo v govor, ne. Torej, mi smo razvijali različne različice pač sistemov zatvorjenja umetnega govora in bom samo iz besedila. Zakaj to omenjam? Ker ena od ambicij je lahko tudi ne pretvarjati možganske signale neposredno v zvok, ampak možganske signale v enote jezika, ki so besede, glasovi in tako naprej, in potem te šele v zvok, ne. Tako da moče tule samo ena zanimiva demonstracija, kako je potekal razvoj na tem področju od preprostih sintetizatorjev govora. Kako se lahko tako živo spominjamo človeških glasov, da ti v nas vzbudijo tako neizmerno. In evolucija, ne. Kako se lahko tako živo Kako je napredovalo z različnimi modeli. Kako se lahko tako živo spominjamo človeških glasov? Kako se lahko tako živo spominjamo človeških glasov? In nekje najnovejši, tudi Microsoft že podpira slovenščino. Kako se lahko tako živo spominjamo človeških glasov, da ti v nas In tako naprej. Torej, tukaj se je samo namesto iz možganov, da rečem, te koeficiente, filtrov in tako naprej ocenjevalo statistično iz velike količine govornih posnetkov, kakšne frekvence treba pri kakšnih besedah nastaviti. Zdaj, kako bi se pa možganske signale, ne, elektrokortikografske signale, v bistvu, da se nekako, to je neka invazivna različica elektroencefalografskih signalov, poskušalo pretvoriti v govor, v zvočne signale. Tega nismo mi počenjali, ampak bom tukaj predstavil, kako se je na Kalifornijski univerzi San Francisco to poskusilo narediti. Torej, bistvo je, če povzamem, ne, dejstvo je, da tvorjenje govora pri človeku
kompleksen proces. Tistih 100 mišic v nekem smislu, ki se dinamično izjemno hitro pač v nekem smislu vodi, ko se poskuša artikulirati sporočilo v oblikovanje nekih zvočnih signalov, v nekem smislu preko 100 mišic nekako v nekem smislu se deluje. No in kako so tukaj izvedli ta poskus? Ker kot oddelek se že itak ukvarjajo zdaj z nevrofiziologijo zaradi raznih razlogov, so tukaj imeli na razpolago, mislim, 5 prostovoljnih udeležencev, ki so že imeli vsajen elektrokardiografski senzor v možgane zaradi zdravljenja epilepsije, torej ko se odkriva, kateri del možganov je odgovoren za povzročanje epileptičnih napadov, in ko so to že imeli na razpolago, so potem rekli, ok, pa poskusimo zdaj beležiti te signale, ki nastajajo v tem delu možganov, ki ne bi bil govorni med govorom, in so jih prosili, da so brali pač razne povedi. In potem, ko so jih brali, so poskušali preprosto samo preslikavo, ker so zvočno posneli, pa te možganske signale posneli z metodami strojnega učenja, tisti, ki to poznate, v nekem smislu strukturiran, multivariabilni tak model, ki preslikuje zdaj ene signale v druge, to zmodelirati in videti, kaj iz tega bo, poenostavljeno. No in kako so to zmodelirali, torej tisti originalni proces, možganski signali, visoko ločljivosti kortikularne aktivnosti zajete, zraven zvočni posnetek. In zdaj tukaj so prišle zdaj nevronske mreže, ampak tukaj so recimo kratki dolgoročni spomin kot model nevronskega omrežja, tukaj nimajo v mislih možgane, ki to uporabljajo, ampak dejansko kot metode strojnega učenja, preslikati tak signal iz elektrokartikografa v neko število koeficientov, češ da reče nekih filtrov, ki pa so tukaj modelirali stanje vokalnega trakta, pri kakšnih polegah zdaj jezika in tako naprej ne bi kakšni zvoki bili, in potem to dejansko v zvoke pretvoriti, da bo ti zvok na koncu pridobljen iz možganskih signalov čim bolj podoben tistim, ki se z mikrofonom snemal med govorjenjem. Če tako nekako poenostavim. To tukaj nekako ponazarja, tisti, ki se spoznate na strojno učenje, praktično, da rečem, multivariabilni signal v univariabilni signal, kako se pretvori, in oni so tukaj. Zdaj, tukaj so na zgledu, bomo videli, imeli originalni posnetek. The proof that you are seeking is not available in books. No, in ko so to imeli, so potem iz tega ocenili nekaj parametrov vokalnega trakta z klasičnimi metodami obdelave signalov, pač v smislu teh akustičnih modelov, zdaj kakšna so tukaj stanja v govorilih. No, in zdaj so poskušali to pretvorbo dobiti, to je to učenje, pretvorbo teh signalov v te vrednosti, te neke koeficiente, ki nastavljajo govorila, potem pa to pretvoriti v bolj akustične koeficiente, da bi bil ta generirani signal na koncu čim bolj podobno originalnemu. S tem bi pretvorili signale z elektrod v zvočni signal, ki bi bil čim bolj podoben temu. In so dobili kot rezultat, na primer, The proof that you are seeking is available in books. Ki je do neke mere razmeroma razumljiv. Torej, tukaj treba zdaj upoštevati, da je razmeroma malo število govorcev, da se v nekem smislu kot metode strojnega učenja precej prilagodi na te specifične ljudi, njihovo stanje možganje, kakšne aktivnosti in tako naprej. Če bi ta naučeni model, ki ga tukaj imamo, zdaj na drugem človeku uporabili, bi nujno ne deloval v tem smislu. Tako da, kar je še tukaj morda zanimivo izpostaviti, da so potem poskusili, da so iste ljudi prosili, da so te iste povedi, ki so jih enkrat akustično artikulirali, potem še nemo izgovorili. To pomeni, da se govorila mišiče deluje, premika, ampak ne ustvarja se zračnega pritiska in da se nemo govori. Da je potem pokazali, kako lahko nemi govor pretvorijo v dejanski zveneč govor v nekem smislu. In so tudi dobili do neke mere primerljive rezultate. No in potem, ko so dobili, so ovrednotili te rezultate, da so prek 1700 poslušalcev in kar seveda je bilo nekaj problemov s tem razumevanjem. To je pač prvi tak poskus. Je lahko malo problematičen v tem smislu, ker zahteva zdaj to vsajanje tega senzorja v možgane, ker originalni elektroencefalografski senzorski podatki so premalo pač natančni v nekem smislu, da zaenkrat nekako, kolikor se je izkazalo, da bi to pretvorbo izvajali. In
Potem se je pač ugotavljalo odstopanje med dekodiranimi spektralnimi značilnostmi ustvarjenega umetnega govora, originalnim, ne. In zdaj, kaj si lahko tukaj predstavljamo, ne? Najmanj, kar je, zdaj tukaj, bom rekel, imam neke določene zadržke v tem smislu, da bi nekdo moral, ne, da bi se mu artikuliral govor, če ima težave, da ne more artikulirati morda strepužno predpono ali kaj takega, mora še vedno aktivirati mišice, ne, v nekem smislu, ne, zato da bo ta možganska aktivnost podobna, kot sicer, če bi govoril, ne. Zelo zanimivo raziskati, če bi sploh ne aktiviral, torej, da bi v nekem smislu v misli govoril, ne, da bi takrat se poskušalo to pretvarjati. Naslednja stvar je pa, da se sploh ne bi poskušalo pretvarjati te možganske signale, da rečem, v nekem smislu v fiziološke govoril, ampak neposredno v besede. To so avtorji dejansko omenili, da bi so razmišljali, da bi poskusili, ampak ker je premalo teh podatkov, preveč možnih različnih besed, je to zaenkrat še nedosegljiv cilj. Če bodo pa to dosegli, si pa lahko predstavljate, da je možno, samo dovolj velika količina podatkov za strojno učenje bi pač morali biti na razpolago, da bi vi lahko praktično v mislih govorili ali pa celo besedila ustvarjali, ne. Torej, da bi imeli zdaj neko senzoriko v možganih in bi vi v mislih narekovali, da rečem besedilo, niti ne bi artikulirali zvočno, niti ne bi rabili, tako kot bom jaz zdaj nemo govoriti, da bi nekaj rekel, ne, ampak bi praktično v misli govorili. To, kar se mojega pogleda na to tiče, je možno samo stvar količine podatkov, torej senzorike morda izboljšati, ne, v smislu možganskih signalov, pa količine podatkov, da se potem, recimo, če imamo akustične signale, potrebujemo vsaj 1000 ur. Zdaj, na enem projektu Razvoj slovenščine v digitalnem okolju ciljamo na vsaj 1000 ur zvočnih posnetkov, da bomo nekaj razpoznavanja govora naredili, bi rabili nekaj primerljivega 1000 ur, recimo nekih takih posnetkov možganskih aktivnosti ob nekem nemem narekovanju besedil in podobno. Tako da to so zelo zanimivi izzivi, tako da, ker vem, da tukaj me bo čas preganjal, ja, že, oziroma kako smo s časom? Ja, smo pa tako s časom, ne. Tule sem želel pokazati pač originalni video teh avtorjev, ampak ne bomo, ker da bo vsaj nekaj za vprašanja na razpolago, tako da odprta vprašanja so predvsem ta, ne, da bi se poskušalo ne v gibanje govoril pretvarjati možganske aktivnosti, ampak dobesedno v besede, v nekem smislu, ne. Potem za oceno točnosti in zmogljivosti bi rabili bistveno več kot samo 5 uporabnikov in tako naprej. To je dejansko prvi korak. Torej, ta predstavljena raziskava je eden prvih ključnih korakov v tej smeri, ne, kot nekega tehničnega pripomočka, ki bi zdaj nevrološko prizadetim nemim ljudem pač v nekem smislu omogočil spregovoriti. Ja, se opravičujem, ker čas, mislim, da... Ja, bi mogoče vam še postavili par vprašanj. Ja, se za to. Najlepša hvala, ja, za predavanje. Torej, najprej, menite, da je možno dovolj informacij za sintezo govora pridobiti tudi iz EEG signala namesto iz elektrokortikografije? Ja, to je zdaj bolj tako presoja, ker teh analiz mi nismo naredili, ne, torej, da bi primerjali, ampak zagotovo, ne, je manj informacije v EEG kot v tem elektrokardiografskem signalih, ne, to je stvar tudi malo zdaj razvoja tehnologije zajemanja, skeniranja v nekem smislu možganskih aktivnosti. Tako da ni nemogoče, ne, gotovo bi poskusili, če bi imeli dovolj podatkov, ne. Hvala. Potem, kdaj računate, da bi bili sposobni tvoriti normalen človeški govor s to tehnologijo? Ja, torej jaz bi rekel, predvsem bi se ne smeli na ta bolj invazivni, ne, elektrokortikograf zanašati, ne, ker tukaj dejansko moramo pričakovati, da bi imeli na stotine ljudi na razpolago, ki bi se bili voljni ugraditi, ne, da rečem, ta senzor, ne, da je bolj odprto, na kakšen način se bo dalo bolj učinkovito, visoko ločljivo signale zajemati, ne, pa da bo... To tukaj pa težko napovem, ne, tako da možno je v, ne vem, 5-10 letih, ne, ni to od nas odvisno, ker razvijamo govorne tehnologije, ampak bolj od ljudi, ki se ukvarjajo zdaj z to možgansko senzoriko, ne. Potem pa še, ali so določeni glasovi ali pa celo besede težji za poustvariti in predstavljajo posebno oviro pri tvorjenju umetnega govora? Ja, torej vedno so kakšni ti prehodni, hipni glasovi, zaporniki in tako naprej, ne, alofonske različice mi rečemo, ne.
Tako da ve se v bistvu neka statistika, s katerimi glasovi je več in s katerimi je manj težav, ne. Ampak zanimivost je neka redundanca, ne, v tem smislu, da, kar je moče zanimivo, da vokali, čeprav se zdijo pomembni, ne, če bi vokale izpustili iz besedil, lahko pa še ne razumemo besede, ne, da vokali so bolj za neko melodijo, za izven človek, kdo govori in tako naprej, ne. Se jih pa najlažje razpoznava, ne, čeprav imajo manj informacij v nekem smislu o tem jezikovnem, ne, kot manj zapornik, ne, če med p pa t zamešamo, ne, čeprav je zelo podobno frekvenčno ali pa pt, ne, tako večja šansa, da naredimo napako kot med dvema vokaloma, ki sta spektralno precej različna, ne, tako da so razlike. Tukaj bi lahko razlagal, kateri glasovi bolj ali manj, ampak zaporniki seveda ne pa tako naprej. Najlepša hvala še enkrat za super predavanje.